Pozdravljeni! Danes bomo zopet odšli na Japonsko in si bomo pogledali, kako so Japonci naredili največjo napako. In to je bombardiranje Pearl Harbor. In s tem so napadli Združene države Amerike. Čeprav je bila ta odločitev zares slaba, se je vredno vprašati, kaj je japonsko vodstvo hotelo doseči z napadom na Pearl Harbor. Kakšni so bili dolgoročni plani japonske vlade? Japonska ni bogata z naravnimi viri, kot je železo, premog in nafta, ki so zelo pomembni za sestavo močne industrije. Do leta 1939 je imela Japonska pod nadzorom že Mandžurijo, kar je pomenilo, da je v vojni s Kitajsko. Za širitev ozemlja in vpliva je imela japonska vlada dva načrta. En načrt se je imenoval Severni načrt, ki ga je podpirala japonska vojska. To je bila invazija na Sovjetsko zvezo preko Mandžurije. Načrt je bil, da bi japonska vojska pod vpliv vzela Sibirijo in njena naravna bogatstva, hkrati pa bi zavzeli še Mongolijo in večji del Kitajske. Saj so Japonci, prav tako kot Nemci, verjeli, da je komunizem največja grožnja japonskemu obstoju. Prav tako pa so tudi predvidevali, da Zahod ne bo naredil nič kaj dosti, če Japonci napadajo Sovjetsko zvezo. Tu pa je bil še plan Jug, ki je podpirala japonska mornarica. To je pomenilo, da bi Japonci udarili na jug, kjer so Evropejci in ZDA imele svoje kolonije. Zavzeti so hoteli predvsem Indonezijo, ki ima res močne naravne vire. Prav tako pa je napad na jug bil veliko bolj tvegan, ker največji sovražnik za japonsko mornarico so bile ZDA, ki so imele zelo močnejšo mornarico kakor Japonci. Toda ker so leta 1939 že izbruhnili prvi spopadi z Rusi na mongolski meji, so Japonci vedeli, da sama japonska vojska ne bo zmožna bojevanja. Zato se je japonska vlada odločila, da bo mornarica izkoristila južni načrt, ki so ga izvedli leta 1941, natančneje 7. decembra, potem ko so Američani naredili naftni embargo proti Japonski. Američani so Japoncem rekli, da bodo embargo prekinili, če bodo Japonci končali vojno na Kitajskem in v Indokini. Ker pa Japonci tega niso storili, je embargo ostal. Japonci so vedeli, da dolgotrajno ne bodo mogli premagati ZDA. Zato se je japonska vlada odločila, da morajo ZDA premagati v enem udarcu, kar bi oslabilo ameriško mornarico, kar pa bi Japoncem omogočilo, da zavzamejo celotno Južno Azijo. Čeprav je ogromno japonskih politikov in vojaških poveljnikov dejalo, da to ni izvedljivo, so to še vedno izvedli. 7. decembra 1941 se je na stotine japonskih letal povzpelo visoko v nebo, z namenom, da napadejo ameriško bazo Pearl Harbor na Havajih. Bombniki so takoj, ko so zagledali ladje, odvrgli bombe in v enem trenutku so zadeli ladjo Arizona, ki je takoj potonila in se seboj vzela več kot 1000 mornarjev. Ker Američani niso bili na straži, so v enem trenutku izgubili več kot 20 ladij in več kot 300 letal. Umrlo je preko 2500 ameriških vojakov in preko 1000 jih je bilo ranjenih. Tudi Japonci, kljub temu, da so naredili napad presenečenja, niso uničili vseh ladij. Glavne letalonosilke so bile zunaj. Poleg tega pa so pristanišča, ladjedelnice in podmornice ostale nepoškodovane. Naslednji dan je Roosevelt povedal Američanom, da so bili napadeni in tako je Japonski napovedal vojno. In ZDA so tako vstopile v drugo svetovno vojno, kar je pomenilo, da bo mogel sedaj Hitler ZDA napovedati vojno. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.